Gospod župan, ob občinskem prazniku ponavadi ocenimo leto, ki je preteklo od prejšnjega občinskega praznika. Kakšno je bilo za občino Zagorje? Ja, moje sporočilo je zelo kratko, neverjetno, tudi po investicijah rekordno. Tukaj ne govorimo o posameznicah oziroma posameznikih, govorimo o celotni zagorski družini, da nam to uspeva, ker mnogi sanjajo. Tako da je ponos, so spremembe v naši dolini, seveda veliko ostaja pa še odprtega. In ko danes ocenjujem za nazaj, lahko rečem, izredno uspešno investicijsko leto, od otvoritve kolesarske steze, potem poligona ceste skozi Kisovec, vrsto novih mostov, evropska sredstva pridobljena. Zelo sem vesel in ponosen, da smo pridobili tudi in prvi izvedli projekt obrtno-industrijske cone, kjer je podjetje Skiti na javni dražbi s podporo občinskega sveta, tudi kar se tiče same cene, odkupilo to zemljišče. Zelo jasen razpis, da v roku 2 let moraš imeti investitorja znanega, tako da je bilo vse tudi odprto. Najbolj sem pa seveda ponosen in vesel, da smo dobili nacionalni projekt Kemijskega inštituta, sredstva gredo iz pravičnega prehoda, kjer gre za razvoj baterij in pa vodika, seveda ne v slovenskem kot nacionalni projekt, ampak v svetovnem merilu. Največji strokovnjaki naj bi v tem podjetju, v tej ustanovi tudi delali v bivši stavbi Skitija. In jaz mislim, da je to ena izmed zgodb, ki je zelo jasen signal tudi mladim, da gledamo sedanjost, predvsem pa v svojo prihodnost. Tako da poleg vseh teh sanacij plazov, vodni zbiralnik, tudi ena izmed največjih investicij, kar pomeni, da 6000 občankam in občanom zagotavljamo neoporečno vodo. Vemo, kakšni so bili problemi v preteklosti, in še bi lahko našteval, kajti ta zgodba ima kar 365 listov naših uspehov, tako da ga ocenjujem izredno pozitivnega. Seveda, ker sem znan po tem, da se pohvalim samo s pozitivnimi zgodbami, obstaja še tista črna plat politike, ki je zrasla v naši občini in je splošno znana v slovenskem in tudi svetovnem merilu, kako na kakšen način ne graditi lokalno skupnost, ampak kako rušiti. Veliko od KPK-ja, kjer lahko rečem, da so bile 4 in pa ta 5. mimika bila raztrosena po občini Zagorje ob Savi, ki je posegala v moje življenje, privatno življenje, seveda pa največ v življenje kot župana. Ampak do danes moram reči, da so z anonimko rušili prihod Kemijskega inštituta, se pravi, da ne bi bil v Zagorju, ampak nekje drugje. Smo uspešno, ker delamo korektno in pošteno in za razvoj občine Zagorje ob Savi. Potem rušenje tudi obrtne cone. Vemo tudi, da na seji občinskega sveta smo sprejeli sklep o odkupu Partizana z našo vizijo, da pridobimo tudi projekt Preplet, gre za investicijo 3 milijone evrov. Mi smo objekt odkupili, ker je bilo v lastništvu Športne unije Slovenije, 100% podpora na občinskem svetu, in seveda v nekaj dneh je prišla tudi anonimka na račun mene in pa gospe Grošljevi, bivši ravnateljici Osnovne šole Toneta Okrogerja, ki ima tudi največ zaslug, da je povezala vse osnovne in pa srednje šole, da so v teh dneh oddali tudi prijavo. Je bila anonimka poslana vsem ravnateljem, če je bil ta vpliv zopet rušenje, pa da ne govorimo o razpravah na občinskem svetu, ker lahko vidimo, da v današnjem času lahko vse rečeš, kar želiš. Jaz vedno vsakim pravim, tisto, kar ti o drugem govoriš, si predstavljaj, da bi nekdo se izmišljal po tebi govoril,
ampak nimajo tudi toliko hrbtenice, da bi se upravičili, ampak kakorkoli že, to je pač ratalo sestavni del politike, tako da osebno sem zelo zadovoljen, da smo en leto naredili eno izmed najuspešnejših zgodb, seveda, ko pa drugo leto zaključujemo mandat, so pa še investicije, ki bodo tudi pozitivno presenetile občino Zagorje ob Savi. Katere so te naložbe, ki se jih boste lotili še v naslednjem letu do občinskega praznika, če tako rečem? No, vemo, da v tem času smo odprli tudi železniško novo postajo v neposredni bližini. Naj bi bil končno tudi razpis za izgradnjo rondoja, navezava Litija proti Trbovljam. Seveda odprli smo tudi galerijo, ki se z županom Litijem še dogovarjamo, ali je to zagorski občini ali litijski. Skupaj smo to tudi z magistro ministrico Alenko tudi odprli. Seveda naša zahteva je, da se to nadaljuje proti Zagorju. Ta rondo bo nekaj posebnega, tukaj ne je bilo tudi po dogovoru, ki smo ga v teh dneh se ga dogovorili, tudi tabla, kot smo največkrat bo to videno na avtocestnem programu, kjer bo tudi prometna informacija, če je nesreča ali zastoj na Trojanah, pomeni, da promet preusmerimo skozi občino Litijo. To bo en tudi vzorčen projekt. No, potem sedaj je razpis za največjo investicijo in pa zaščito objektov nad avtobusno postajo Zagorje, kjer ščitimo objekte, predvsem pa tudi celotno Zagorsko dolino. Vemo, da gre potok Medija, in če bi to slučajno zasulo, pomeni dobesedno katastrofo za našo dolino. Gre za zelo veliko investicijo, 13 minus ali plus, to bo stvar ponudb, katere bodo prišle, glede na cene, ki so na trgu, upamo najbolj ugodno. Tukaj gre za hvalo Ministrstvu za naravne vire, da je občino vključil, poleg tega, da smo sanirali že 3 plazove, tako proti Brišam, potem Škrendrovec in pa navezava na Mošenik, ker mi želimo razvijati tudi podeželske krajevne skupnosti. Seveda, najbolj tukaj kritika je upravičena na račun lokalnih in krajevnih cest, ampak kakorkoli že, če želiš dobiti evropska sredstva, moraš tudi zagotoviti svoje sredstva. Tako da poleg te investicije imamo še razpisa 2, ki sta, to pa je tudi kolesarska pot od glasbene šole pa do navezave proti Radenski vasi. Potem gremo tudi v investicijo iz naslova zelenih površin, dogovor za razvoj regij, dopolnitev in pa nadgradnja Evroparka. Seveda marsikdo, ko govori ali pa sliši o teh projektih, je očitek, zakaj pa ne to pa to, ampak vedno poudarjam, to so strogo namenska sredstva, pusti ali vzemi, tako pri kolesarki, ne moreš ta sredstva preusmerjati na drugo postavko občinskega proračuna, tako da peljem uspešno zgodbo. Seveda pa so še velika presenečenja, nekatere pa sem prepričan, Zagorjanke in Zagorjani nestrpno pričakujejo, da stopim pred njih in povem, kaj nas čaka v prihodnosti. Sigurno pa gremo za razpisom, ki ga je objavilo Ministrstvo za šolstvo. To pomeni, da prijavljamo osnovno šolo Toneta Krogarja, da jo dogradimo in pa obnovimo. In pa upam, da nam bo uspelo tudi v okviru učencev dr. Slavka Gruma osnovne šole, da dobimo prizidek, kjer bodo pa tudi stekli pogovori z občino Hrast in pa Trbovlje, ker učenci iz njihovih občin prihajajo v našo lokalno skupnost. Tukaj nismo nikoli delali preprek in ravno zaradi tega, ker so vse 3 občine soudeležene z učenkami in učenci in želimo jim najboljše, tudi pričakujemo sofinanciranje. V manjšem delu, največ delež je naš, kajti edina ustanovitelj te šole je
je občina Zagorje ob Savi, tako da nas čakajo te dve investicije. Sedaj je to razpis, ki ne bi potekal samo koriščenje in pa izvedba do konca leta 2028-2029. Tako da računamo na eno uspešno zgodbo in kot sem rekel, naš cilj so samo zvezde nad našim nebom, nad Zagorsko dolino. Česa si pa želite v občini, pa nekako še niste uspeli uresničiti? Medijske toplice, sigurno v vročih dneh največkrat tema in pa očitki na račun mene in pa občine Zagorje ob Savi. Seveda, to je pač privat kapital, lastnik. Veliko je bilo zgodb, ki jih je predstavljal meni in pa lokalni skupnosti. Seveda, korona je svoje naredila, vojna med Ukrajino in pa med Rusijo, sigurno vplivala tudi na investitorja. Seveda, marsikdaj so tudi zavajali in pa vemo, da so na občinskem svetu kakšno stvar mogoče videli drugače, kot je bila pa možna, ampak občinski svet je celotno zgodbo tudi podprl. In sedaj smo v fazi, ko vemo, da investitorja za medijske toplice ni, pravijo naj občina odkupi pa zgradi bazen. Vemo, da odkup je okrog 1 milijon evrov, manj ali več bi sigurno lokalna skupnost prispevala, seveda moraš pa potem zagotoviti 1 milijon plus za rušenje, odkup dodatnih lokalov in pri 2-3 milijonih, 4 milijonih še nimaš nič za pokazati. Potem rabiš pa še 10-15 milijonov evrov, vsaj po investicijah, ki so v Ljubljani in po ostalih občinah, govorimo o več 10 milijonih evrih, tega občina Zagorje ne zmore, tako da sigurno bo potrebno na tej točki narediti črto naprej, kajti Zagorje potrebuje kratkoročno letni in sigurno tudi lokacijo za zimski bazen. Veliko smo risali, veliko je bilo obljub z naših strani, mi smo imeli obljube z vrha, ampak zamenjal sem že 13 vlad in to je najtežje, ko prihajajo novi obrazi in potem mora zgodbo ponavljati in včasih se tudi kaj zalomi, ampak v Zagorju temu odločno nasprotujemo oziroma se borimo.